To je radijsko voden letalo, ki ga izstrelijo samo z elektriko in magneti vzdolž elektromagnetnega tirnega izstreljevalnika, ki je podoben sodobnim sistemom za izstreljevanje na letalonosilkah. Pred nekaj leti sem zgradil podoben izstreljevalnik, ki je lahko izstreljeval le papirnata letala in nekaj majhnih jadralnih letal. Ta stari izstreljevalnik pa je zahteval precej zapleteno elektroniko za delovanje. Ampak imam idejo, da bi ga naredil povsem mehanskega, kar bi ga, upam, naredilo enostavnejšega in močnejšega. Ta video sponzorira KiwiCo, več o njih kasneje. V redu, tukaj je prvi prototip. Imam te 4 magnete pritrjene na to tirnico. Ta prva 2 magneta imata enako usmerjenost polov, druga 2 pa sta obrnjena, tako da je njuna usmerjenost polov nasprotna. Na ta način, če imam nekaj tuljav na sani in nanje priključim elektriko. To bi moralo ustvariti elektromagnet, ki bo odbijal prva 2 magneta in privlačil drugi par magnetov. Torej, postavimo to na mesto in samo premostimo nekaj žic čez te tuljave. Wow, to se je dejansko izstrelilo bolje, kot sem pričakoval. Tako sem zdaj namestil 2 kovinska trakova na vsako stran tirnice in naredil sem tudi novo sani s temi kovinskimi trakovi, ki visijo zadaj, v upanju, da bodo ti trakovi vzpostavili stik s kontakti na tirnici in dovajali elektriko v tuljave. Torej, počasi jih potisnimo v tuljave in poglejmo, če se izstreli. Purely mechanically timed. Kar mi je pri tej zasnovi všeč, je to, da je časovno usklajena povsem mehansko, saj je mogoče položaj in dolžino traku prilagoditi tako, da se tuljave vklopijo in izklopijo ravno ob pravem času za pospeševanje sani. Ampak ti kontaktni trakovi niso idealni, saj morajo biti popolnoma poravnani, da vzpostavijo dober električni stik s trakovi na tirnici. Ampak mislim, da poznam rešitev. Prepričan sem, da je veliko izmed vas že kdaj vozilo avtomobilčke Scalextric, kjer se vozijo po stezi s tankim kovinskim trakom na sredini. Ta trak dovaja elektriko motorju v avtomobilčku preko zelo majhnih ščetk na spodnji strani. Te ščetke delujejo veliko bolje kot kontaktni trakovi na mojem izstreljevalniku, saj se veliko bolje prilegajo stezi in tako omogočajo dober električni stik. Zato sem kupil paket uradnih ščetk Scalextric, da jih preizkusim na sani. Le ena majhna težava je, da jih ni mogoče spajkati, saj spajka preprosto steče po ščetki in jo spremeni v trd kos. Najlažja rešitev, ki sem jo našel za to, je bila uporaba kovinskega traku, prepognjenega, da ustvari prilagojen spoj, ki ga je nato mogoče spajkati, ne da bi spajka neposredno dotikala ščetke. In ko so ščetke nameščene na sani, deluje kar dobro. I've been doing some more designing and built this. It's essentially Še malo sem načrtoval in izdelal tole. V bistvu je enak kot prvi prototip, vendar ima 2-krat več magnetov in 4-krat več kontaktov. Razlog, da ima veliko več kontaktov je v tem, da je vžičen tako, da menja polariteto tuljev, ko prehaja mimo vsakega para magnetov, s čimer ustvarja izmenični tok, kar naj bi povzročilo privlačenje in odbijanje vsakega para magnetov ter ustvarilo 4 točke pospeška. Na tem kratkem odseku prav tako sem zelo poenostavil sani, saj imajo le eno tuljavo na sredini, kar omogoča tanjše tirnice, da so magneti lahko bližje skupaj in so sani nekoliko lažje. Poleg tega, uradne ščetke Scalextric stanejo 3,50 funte za ta paket 6, kar je le 18 cm ščetk. Ugotovil sem, da lahko kupim to spajkalno pletenico, ki je preprosto spleten bakren trak in stane le 3,40 funte za 1,5 metra, torej približno 1/8 cene na centimeter. In ta novi prototip izgleda res obetavno. Res je kul opazovati, kako ta stvar iskri vzdolž tirnice, ko pospešuje do hitrosti. Vendar sem opazil nekaj sledi na kovinskih stikih. To ni velika težava, saj so ti trakovi narejeni iz niklja, ki ima precej višjo temperaturo taljenja kot bakrene ščetke. Zato mislim, da gre večinoma za taljeno baker, ki se nalaga nanje. Vendar bi bilo dobro, da bi bili kontakti zamenljivi na končnem izstreljevalniku. Prav tako izstrelitev sani s preprostim potiskanjem v kontakte ni idealna, saj je odbijajoča sila na prvih magnetih dovolj močna, da upogne tridimenzionalno natisnjen del, kar povzroči, da se ščetke odklopijo in, pride do precej močnega iskrenja. Zato bom moral narediti stikalo za visoko moč, da sprožim izstrelitev. Za končno zasnovo sem nosilec magneta natisnil na Formlabs Form 4, saj ta tiska dele z uporabo UV strjevalne smole, kar bi moralo biti bolj togo kot prejšnji nosilci magnetov in upam, da bo preprečilo kakršnokoli upogibanje, ki povzroči odklop ščetk. Poleg tega je prosojnost videti res lepo. Neto sem stisnil nekaj bakrene pletenice, ki jo lahko prispajkam na glavne napajalne žice in jo upognem v obliko črke C,
da jo namestim znotraj nosilcev. Razlog za to je, da so kovinski kontaktni trakovi enostavno zamenljivi. Tako jih lahko z upogibanjem pod določenim kotom namestim v nosilec brez potrebe po spajkanju, kar omogoča enostavno odstranitev in zamenjavo, če se poškodujejo. Naslednji korak je priprava tirnice z vrtanjem več lukenj vzdolž njene dolžine, skozi katere bodo lahko potekale žice za izmenično polariteto. Na vsako stran tirnice sem pritrdil dolgo bakreno palico, ki bo dovajala elektriko vsem kontaktom. Na to lahko pritrdim in prispajkam magnet ter nosilec za kontakte. Tako imamo zdaj pozitivno palico na tej strani, negativne žice pa grejo skozi luknje do druge bakrene palice na drugi strani. Potem, če priključimo napajanje na eno palico, potisnemo sani v položaj in priključimo napajanje na drugo palico, bi se morale sani izstreliti. Kar izgleda odlično v temi. Repeat this design another 9 more times for a Zdaj moram ta dizajn ponoviti še 9krat, skupaj 80 magnetov in 80 kontaktov, da vidim, kako hitro bo ta stvar šla. To mi je vzelo približno 6 ur in pol in verjetno bi bilo hitreje, če bi spajkal neposredno na kontakte, ampak zamenljivi kontakti bodo v prihodnosti veliko olajšali popravila, če bo to potrebno. Nato lahko dele namestim na tirnico, jih spajkam in na koncu namestim magnete z izmeničnimi severnimi in južnimi poli. Zdaj potrebuje le še močnostno stikalo, ki bo služilo kot sprožilec za izstrelitev sani. Začel sem tiskati stikalo na svojem Prusa XL s sposobnostjo menjave orodij, kar mi omogoča tiskanje gibljivih tečajev, saj želim, da ima to stikalo vzmetno ročico, ki jo lahko napnem nazaj za nalaganje izstreljevalnika. In ta gibljiv tečaj bo deloval kot zapah, ki bo držal stikalo odprto, kar pomeni, da sta potrebna le 2 natisnjena dela in nekaj majhnih komponent za dokončanje. Potrebna je le manjša prilagoditev zasnove, saj se to ne zaskoči zanesljivo. Zato ima ta nova zasnova vzmet spodaj, da je bolj kompaktna. In zapak zdaj deluje popolnoma. Nato sem ga namestil na izstreljevalnik in zalotal kontakte. Prav tako sem natisnil gumb za izstrelitev. Tako je sani na tirnici vse pripravljeno za izstrelitev. Ampak je težava. Če si stikalo ogledamo v počasnem posnetku, vidimo, da je veliko odboja zaradi vztrajnosti ročice, ko zadene kontakte. Kar se morda ne zdi velika stvar, saj je komaj opazno s prostim očesom. Toda glede na pospešek, sani skoraj popolnoma preskoči prvih nekaj parov magnetov in iskre. Ne pustijo kontaktov stikala v dobrem stanju. Naslednji dan ali 2 sem preizkušal različne ideje, kako preprečiti ta odboj, vendar nič ni delovalo. Dokler se nisem spomnil stikala, ki sem ga uporabil v prejšnjem projektu, imenovanega Reed stikalo. To stikalo sta v bistvu 2 kovinska kontakta, ki se privlečeta skupaj, ko je v bližini postavljen magnet. To majhno Reed stikalo je sicer namenjeno le za pol ampera, kar pa je daleč premalo za ta izstreljevalnik. Morda pa lahko naredim svojega, ki bi lahko prenesel tok. To novo stikalo ima 2 kovinska trakova, ki ju ločuje zelo majhna reža. Na vrhu pa je nameščen majhen magnet, prav tako pa je magnet tudi na ročici. Ko se ročica dvigne, potegne oba trakova skupaj in s tem zaključi tok okrog. V počasnem posnetku je jasno, da se stikalo odbija precej manj kot pri prejšnjih zasnovah. Zato sem ga nekoliko prilagodil, da kovinski trakovi pod napetostjo niso izpostavljeni. Prav tako pa sem prekril bakrene palice, ki dovajajo elektriko do kontaktov. In zdaj je izstreljevalnik dokončan. Preden pa izstrelimo nekaj izstrelkov, naj vam povem o izstreljevalniku, ki ga lahko zgradite s sponzorjem tega videa. Kiviko je namenjen zabavnemu učenju znanosti in reševanju problemov. Kot dolgoletni oboževalec Kivika me njihovi kompleti vedno znova navdušijo. Z enostavnimi navodili in vsemi potrebnimi deli je to popoln način za začetek znanstvenega projekta. Iskreno si želim, da bi imel enega od teh Kivicov kompletov kot otrok, saj so odličen preplet sestavljanja in učenja. Priložene revije razlagajo znanstvene pojme, kot je na primer inercija, skozi stripovske zgodbe in dodatne poskuse, ki jih lahko naredite z vsakdanjimi predmeti. In imajo ogromno izbiro kompletov za vse starosti, tako da lahko sestavite vse od raket iz plastenk do trebušetov. Če še niste preizkusili Kiviko kompleta, vam toplo priporočam, da jih preverite. In trenutno lahko dobite 50% popusta na prvi mesec njihove mesečne naročnine, če uporabite kodo Tom Stanton, ali obiščete spletno stran kiwico.com / Tom Stanton. Povezava bo v opisu videa spodaj. Zaklenjeno in pripravljeno za začetek. Izgleda v redu? V redu? 3, 2, 1. Wow, poglej, kako se iskri vse do konca. Kot da žari. Ima vklopljene dodatne izgorevalnike. To je tok cool. Vzletelo je ravno v pravem času. Vem, da mi je uspelo.
Pravilno si nastavil trim. Izstreljujem zrno grozdja v 3, 2, 1. What do you call this? The bullet O, to je bil pljusk. loaded in. O, to je bil res dober pljusk. Odlično. Absorbiralo je vso energijo sani. O, sani so zadele vodilo. O ne, je torej to ograja? Ja, videti je v redu. No, lahko bi dal noter 3 zrna grozdja. Več zrn grozdja, prijatelj. V 3, 2, 1. 3 zrna grozdja. Ves sem od grozdnega soka. O, eden ni počil, eden je na vrhu. The speed. Kako je pristal tam? O, počakaj. Je bil eden zadet? Samo eden je. Odbitek, ni vala. Duš! Ne morem verjeti, da sem ga res odrezal. Duš! Kaj počneš, Tomi? Streljam hrenovke. 2. Ima. And 48 volts. And aside from the sparks getting O, ne. it's clear the 200 Je kot črv. Prav imamo, kako bi temu rekel, Sani hitrega vlaka. sani hitrega vlaka. Si ga naložil? Diva 1. is far heavier than the 100 turn. Wow, to pa je letelo. 2, 1. However, we can use the tracking software to measure acceleration. Zdaj je izstrelitvena naprava morda končana, vendar je na saneh še vedno nekaj dela. Zato sem izdelal 4 nove sani, vsake z različno številom ovojev žice na tuljavo, od 100 do 400 ovojev, da vidim, kako to vpliva na hitrost. Meaning that if all sleds were equal in mass, we'd have a In da bi natančno izmeril hitrost, sem natisnil ta sledilni označevalec, ki ga lahko namestim na vsake sani. Nato, ko je vse posneto v počasnem posnetku, lahko posnetek uvozim v program za analizo gibanja v videoposnetku, ki bo izmerila hitrost vzdolž tirnice. Nato sem ta test ponovil pri 16 voltih, 32 voltih in 48 voltih. In razen tega, da so iskre pri višji napetosti večje, je jasno, da sani z 200 ovoji vedno zmagajo v dirki. Zdaj, v teoriji bi več ovojev žice moralo ustvariti močnejši elektromagnet. Toda pri tem ni upoštevana masa vsake tuljave, saj je tuljava s 400 ovoji precej težja od tiste s 100 ovoji. Tako gre za občutljivo ravnovesje med močjo elektromagneta in maso sani. Vendar pa lahko uporabimo programsko opremo za sledenje za merjenje pospeška in ker poznamo maso vsake sani, lahko uporabimo Newtonov drugi zakon gibanja. Sila je enaka masi krat pospešek, da izračunamo pogonsko silo, ki jo ustvarijo magneti. In to razkrije, da sani s 400 ovoji ustvarijo največjo silo, kar pomeni, da bi imeli jasnega zmagovalca, če bi bile vse sani enake mase. Prav tako, več ovojev žice povzroči večji upor, zato je tok, ki teče skozi tuljavo, manjši, kar zmanjša obremenitev tankih bakrenih ščetk. Tako kot pri saneh 100 ovoji skozi tuljavo pri 48 voltih teče skoraj 90 amperov toka, kar uniči ščetke. Nato sem prilagodil sani tako, da so ščetke zamenljive, saj so pritrjene na mestu z enim vijakom. Zato lahko, če jih je treba zamenjati, preprosto popustim vijak in prispajkam nove ščetke. Upal sem, da bo ta izstreljevalnik dosegel precej višje hitrosti kot moj stari izstreljevalnik, saj ni nobene občutljive elektronike, ki bi omejevala napetost. Toda s 3-krat večjo vhodno napetostjo najhitrejše sani dosežejo le 44 milj na uro. Le 4 milje na uro več kot moj stari izstreljevalnik. Vendar pa lahko ta nova zasnova prenese večji tok, zato lahko zasnujemo sani z več tuljavami. To bo, upajmo, ustvarilo veliko večje magnetne sile za izstreljevanje precej težjih izstrelkov. Torej, namesto izstreljevanja papirnatih letal in zelo lahkih tridimenzionalno natisnjenih letal, poskusimo izstreliti popolnoma radijsko vodeno letalo. To letalo je eno najlažjih radijsko vodenih letal, kar jih imam. Saj tehta le 138 gramov, vendar bo še vedno najtežja stvar, ki sem jo izstrelil z magneti. In sanmi s 400 ovoji, ki proizvajajo potisno silo 6,7 newtonov, bi morali biti 2 tuljavi teoretično dovolj, da to letalo pospešita na približno 9 metrov na sekundo, kar bi moralo biti dovolj hitrosti, da vzleti. Zato sem ustvaril tridimenzionalni CAD model trupa letala v OnShape-u, ki je program za računalniško podprto načrtovanje v oblaku. In to mi omogoča, da enostavno oblikujem nosilec, ki ga bo držal na saneh. Če želite oblikovati podobne projekte, vam zelo priporočam, da preverite OnShape. Nato lahko model izvozimo in ga natisnemo s tridimenzionalnim tiskalnikom, kar se popolnoma prilega letalu. O, tu se popolnoma prilega.
Torej, z novimi dvojnimi tuljavami na sani, ki so pripravljene za testiranje, sem pomislil, da bi moral najprej narediti hiter test z utežjo, da preverim svoje izračune. 3, 2, 1. To bi moralo zadostovati. Naslednji dan sem se tako odpravil v lokalni park, da bi, upam, lahko letel. Skupna masa letala in sani je 220 gramov in doseže hitrost 10,2 metra na sekundo oziroma 22,8 mil na uro v desetinki sekunde, kar je presenetljivo hitreje, kot sem ocenil. Morda to ni najbolj praktičen način izstrelitve modela letala, vendar je po mojem mnenju eden najbolj kul. Hvala za ogled.